Na rezino kruha kanemo eno izmed spodnjih snovi in jo 3 tedne pustimo na sobni temperaturi. Katera snov je takšna, da plesen na njej najverjetneje ne bo nastala? Je to A voda, B mleko, C kis ali D jabolčni sok? Katere snovi torej plesen ne mara? Menite, da je kis? Danes bom pri eksperimentu stal malce dlje od mize, ja, tale vonj je res zavzel celoten studio in plesen na kruhu ni najbolj privlačna in nas zagotovo odvrača, da bi neko hrano pojedli. Zanimivo pa je, da z nekaterimi snovmi lahko rast plesni preprečimo. Prav to bom danes poskusil prikazati. V poskusu sem uporabil 4 rezine kruha, na vsako pa kanil drugo snov, nato sem jih 3 tedne pustil na sobni temperaturi. V tem času smo slikali spremembe. Na rezino A sem kanil vodo, na rezino B mleko, na rezino C kis in na rezino D jabolčni sok. Opazimo lahko, da se na rezini z vodo, mlekom in jabolčnim sokom pojavi plesen, saj ti vsebujejo vodo in sladkorje, ki plesni ustrezajo za rast. Kruh s kisom pa je brez plesni, saj kis vsebuje ocetno kislino, ki rast mikroorganizmov zavira. Lahko bi rekli, da deluje kot naravni konzervans. Ta poskus pokaže, zakaj so nekoč za shranjevanje hrane uporabljali prav kis. Malo kisa lahko torej kruhu pomaga, da ostane svež in brez neprijetnih kosmatih gostov. Pravilen odgovor je C, ki je obema ekipama prinesel 5 točk. Bravo ekipi!